Dober dan vsem skupaj. Dober dan. Dober dan. Vesel sem, da smo skupaj vsak petek, tale naša tradicionalna Zoom kavica. To je že druga sezona za tiste, ko ste prvič z nami. Prejšnjih sezonih smo imeli, mislim, da 33 ali 34 Zoom kavic, tako da je kar precej pokrito tole naše področje. Ampak zmeri se najde kakšna zadeva, ker pač slepi in slabovidni so pač inovativni ljudje. Prosim, če izklopite Alt A, da izklopite mikrofone, pa da ne bo motnje potem. Torej, slepi in slabovidni so, kakor sem se pač jaz v teh letih, ko delam z vami, naučil se produktivni in ustvarjalni ljudje, tako da in pa seveda vedeželjni in se zmeraj najde kakšna taka tema, ki je zanimiva in bo zanimala tudi druge, a ne. Torej, za danes smo se odločili za temo slepi in slabovidni po slovenski planinski poti. Jaz bi pozdravil najprej goste, se pravi gospoda Jurčka Novaka. Dober dan, gospod Jurček. Se slišva? Lep pozdrav, ja. Hvala, da ste se odzval. Potem je Marjeta Čič iz Planinske zveze, a ne? Pozdravljeni. Pa potem je prijatelj Miha Jakopin. Živjo. Živijo, Miha. Živ. Pa Ana, ki je ena od glavnih organizatork strani Karla Jeraja, a ne? Pozdravljena, Ana. Pozdrav vsem. In pa seveda tudi Sabina Dermota, ki je pa nekakšna idejna mati tega planinstva. Živjo, Sabina. Živjo vsi. Sabina, ti si rekla, da se ti malo mudi, pa bomo začeli s teboj. Daj ti povej, kako je prišlo do tega sploh. Ja, še enkrat lepo pozdravljeni vsi skupaj. Sem vesela, da nas je toliko tukaj gor. No, toliko veliko nas je tudi na skupnih pohodih, ali pa še mnogo več. Začelo se je nekako pa tako. Enkrat sem se udeležila akcije Stopiva skupaj, osvojiva vrh. To je akcija Planinske zveze oziroma njenega odbora za invalide, pa Zveze slepih. Zveze slepih in slabovidnih Slovenije oziroma društev. Takrat je bilo to Novogoriško društvo in Planinska zveza. Skupaj smo šli na Nanos. Pravzaprav se opravičujem na Čaven. Takrat sem srečala Jurčka in mu omenila idejo. V meni je ta ideja že zelo časa zorela. Se pravi, da bi slepi in slabovidni ponovno osvojili slovensko planinsko pot. Zakaj? Poznala sem planince, ki so to prvi osvojili skupaj, a ne, to slovensko planinsko pot. In to se je meni zdelo tako fascinantno, spoštovanja vredno za njih, zaradi tega, ker to ni glih enostavno. Včasih je bilo mogoče še malo večje kot zdaj. No, in v spoštovanje teh planincev bi meni zelo veliko pomenilo, da bi to še enkrat naredili skupaj, a ne. Zdaj, jaz sem to že večkrat Gregoriču omenila, a ne, in on je bil tudi za. In takrat, ko sva z Jurčkom govorila o tem, Jurček rekel, a pa misliš, da bi bilo dosti ljudi, ki bi hodili, a ne? Sem rekla, jaz jih takoj vem za 10. Pač sem računala na take, ki sem jih poznala, ki se mi zdelo, da radi hodijo, da bi jih ta stvar zanimala, a ne. V bistvu pa potem se Jurček odločil pač tako, oziroma zveza, da se poveže še s kom, a ne, ali Zveza slepih, ali s katerim od društev, a ne. Pokazalo se je to, da je največ posluha za to pokazal KPŠRD. Zaradi tega tudi v okviru KPŠRD hodimo, kar
kar je zelo konstruktivno v bistvu, zaradi tega, ker tajnica društva Nataša ima zelo veliko volje, zelo veliko dela na tem področju, da smo vsi obveščeni, da smo organizirani, pozna vse ljudi, pozna vse slepe, tako da kar se tega tiče, to je perfektno. Meni je žal, ko je danes ni z nami, ker je punca res, gospa, ali kako narečem, moja kolegica, zelo, zelo aktivna, zelo pridna, zelo delavna in mogoče kdaj preveč v ozadju, naredi pa res bolj veliko za to, da se mi imamo fajn. Ne vem, če je še kdo drug kaj povedal, da ne bom jaz vse. V glavnem, samo mogoče bi še to povedala, včasih, se pravi v tistih časih, ko so prvi planinci hodili, niso osvajali samo te slovenske planinske poti ali pa šli samo na Triglav, pa je bilo to. Oni so se res veliko družili, oni so bili med sabo ful povezani, zelo povezani in so večkrat šli na kakšne različne ture, včasih ne tako z avtobusom, kot potem kasneje že mi, ampak živali javnega prevoza, so peljali recimo klele v Podutik, šli potem čez Polhograjce v Škofjo Loko in potem z avtobusom nazaj v Ljubljano. Ali pa se zapeljali recimo do Turjaka, pa potem čez Drn in Strn, da ne rečem, šli na Kurešček. Pa še druge stvari, teh stvari se jaz trenutno najbolj spomnim, ko sem bila z njimi. Zelo mi je v spominu tudi ostalo spremstvo teh ljudi. Enkrat, ko sem šla z njimi, so bili 3 slepi pa en spremljevalec. Nobenega šli smo čez Polhograjce, kar je sicer en del po cesti, en del pa čez korenine in ta del je kar zahteven. Tako da fantje so se držali en drugega za rame in šli takrat tam, kjer je bilo pač najbolj kritično. Sama sem se čudila, ker sem imela svojega spremljevalca sicer. Meni je bilo to tako fascinantno, nikoli nobenega jamranja, vedno z dobro voljo, vedno z veseljem, s pesmijo na ustih, bom rekla, čeprav se mogoče to tako partizansko sliši, ampak res je bilo fajn in tudi na teh pohodih, ko mi zdaj hodimo, je tako dosti podobno, no. Je sicer hodimo drugače, bo mogoče kdo drug povedal, lahko tudi jaz. Upam, da bom lahko z vami ostala do konca. Ne vem pa ne, ker imam ob 11 en sestanek, pa če se bo prej začel, se opravičujem. Toliko zdaj z moje strani, če bo pa kdo še kaj želel, pa z veseljem še kaj povem. Super, hvala Sabina, tole je bilo luštno. No, to, da slepi slabovidni hodijo v hribe, je to pač, mislim, že to dolga tradicija. Jaz mislim, da bo, če imam prav podatke, bo drugo leto 60 let od prvega vzpona na Triglav slepih in slabovidnih, tako da bi bilo mogoče malo za razmisliti, da naredimo kako obletnico ali pa vsaj kak pogovor na Zoomu, to jaz obljubim. Imam pa tudi tukaj en članek iz enega časopisa, ki govori, da so bili 11.9.82 slepi planinci na Jančah in da jih je bilo celo 260. In to je tudi KPŠ Jeraj organiziral. Se opravičujem, jaz se spomnim tega dogodka, ko sem bila še v zavodu, pa mogoče še kdo tukaj le zraven, ko smo imeli nastop in smo šli peš gor na Janče, z vlakom smo šli pač do Litije, oziroma mogoče malo naprej do Jevance, ne vem čisto točno, pa je peš gor, pa smo gor nastopili z velikim veseljem, tako pač res smo bili navdušeni, no. In radi smo to počeli, meni se da je tega res ful premalo. Se opravičujem, ampak ja, povej naprej. Ja, no, super, no, lepo. No, zdaj bi dal pa besedo gospodu Jurčku, zdaj ali pa Marjeta, ne vem, kdo je pristojen za te zadeve, to se bo da pač vidva zmenila, še enkrat pozdravljena. Planinska zveza je kot ena najbolj množičnih slovenskih organizacij, ima, kolikor spremlja, ima zelo velik posluh za te tako imenovane, se ti izrazi, noben izraz mi ni glih pri srcu, ranljive skupine ali pa s posebnimi potrebami.
Dajte malo to povedati o tem. Jaz imam recimo podatek, gluhi strežejo v planinskih poteh, potem ste te, kaj se že reče, gibljivo ovirane, pač peljete po hribih, no zdaj so z slepimi in slabovidnimi. Skratka, precej posluh imate za to, a ne, gospod Jurček? Lep pozdrav še vsem enkrat. Ja, Planinska zveza je tudi dolgo potrebovala, da smo se za to odločili in tudi dali v statut in rečemo, da je vsemu zadoščeno. Zdaj, če se predstavimo kot odbor planinstva za invalide in osebe s posebnimi potrebami, to bomo tudi spremenili v letošnjem letu. Imamo plan, da bomo z drugem letu eno našo blagovno znamko, ki skozi uporabljamo in planinec, ker in je okrajšava za invalida, planinec je pa pač kot pohodnik, kot planinec. Smo se pa mi od samega začetka, od leta 2015, ko smo s tem uradno tudi začeli, nekako si vse te stvari zamislili drugače, ampak danes je nastalo odbor in pa 6 delovnih skupin, s tem, da je odbor nekako povezovalen, da ima izobraževanja in pa usposabljanja za strokovni kader za delo, za spremljevalce in da smo izdali dnevnik in planinec, to je na sistemu Cicibana planinec, mladega planinca ali pa v šolah, kakor je Zlati sonček in pa Krpan. Tudi je v lahkem branju, potem smo priročnik, zdaj se nekako pripravljamo tudi na učbenik, da bo bil in še pač veliko takih stvari. Potem pa lahko povem, da smo začeli prvo z gluhi streže v planinskih kočah. V letošnjem letu je bilo to že 4. leto. Smo že stregali v 46 kočah, tako da na leto je tam med 10 in 15 koč. Da se je to zelo prijelo in pa seveda so tukaj samo gluhi, mi delujemo vse na inkluziji. Potem drugo delovno skupino smo ustanovili, Stopimo skupaj, osvojimo vrh. Sedaj smo to preimenovali v Odločen korak, da je nekako bolj pokriva in pa še zraven tudi po SPP, to je po slovenski planinski poti, po starem to slovenska planinska transverzala. Zatem smo se odpravili v vode ljudi, ki so gibalno ovirani, smo ustanovili delovno skupino Gibalno ovirani gore osvajajo. Z njimi smo zdaj že 2. leto, bili na 14 kočah. Za marsikoga je zelo tako, je planina Razor, ki je res, rečemo, ni tako enostavna, in pa še par drugih, Čaven, Tamar, Lisca, Boč in še bi lahko naštel. In za 2. leto imamo že 9 novih, tudi tukaj pripravljenih. Potem smo se odločili za delovno skupino Nevrorazlični, AMA, to je, da združujemo avtiste, motnjo v duševnem razvoju in pa ADHD, in pa seveda še druge, ki so s tem povezane, tudi po nesrečah in raznih stvareh, poškodbah glave in to. Ampak ni to v samem naslovu, kjer bi lahko potem bil ta naslov dolg par strani. Potem smo v letošnjem letu začeli s pilotnim programom, s paraplezanjem. Tukaj so tudi slepi iz Irisa, iz vrtca, 6 do 7 otrok obiskuje, ki so slepi, slabovidni, imajo tudi nekateri še avtizem. In zdaj jesen smo s tem projektom nadaljujemo, istočasno bomo delali tudi eno raziskavo in pa podiplomski študij bo ena punca bo pisala magisterij, da bomo to skupino tudi sledili od samega začetka, kako so zdaj, kako bo vmes in kako bo na koncu, ker smo v
v maju in v juniju, ko smo imeli, so opazili vsi napredek v uporabi nog in rok, predvsem pa v druženju, ker je bil že pri dveh, je bilo rečemo tisto, da bota osvojila odhod iz Irisa, kombi in pa prihod v plezalni center, kar se je pokazalo, da sta že drugo rundo plezala, prvo rundo sta na ogrevanju in to že sodelovala, tako rekoč tretjo rundo, so bili pa že tako rekoč skoraj vsi do vrha 8-metrske stene, kar je tudi eno veliko. In pa zdaj z letošnjim letom smo tudi začeli z aplikacijo planinskih poti za invalide in osebe s posebnimi potrebami in pa osebe na vozičkih. Tukaj smo se pustili malo bolj odprti zaradi tega, da bomo, ker je zelo veliko povpraševanje tudi doma in v tujini za mlade starše, tako da tam, kjer gre invalidski voziček, bojo tudi starši porinili voziček z dojenčkom. Tako da in s tem zdaj pripravljamo, nekako računamo, da bo ta aplikacija drugo leto spomladi ugledala luč sveta in da bo že uporabljena. Pokrivali bomo celo Slovenijo in jo bomo tudi sistematsko tako iskali. Mislim, da ne bomo samo eno regijo popisali, ampak da bomo že po vrstnem redu. In pa za konec zdaj, ker je konec leta, imamo pa veliko dela z poročili in pa s planiranjem za 2022, ko rekoč ga morajo vse delovne skupine potrditi in pa seveda tudi odbor. In z drugim letom veselo na delo. Toliko v naši predstavitvi. Super. Videl sem tudi, da ste tabornike in skavte povabili k sodelovanju, a ne? Ja, to je bil eden od pogojev, če smo mi, da delujemo, ker če nam pride po 200-300 invalidov na en pohod, toliko nimamo spremljevalcev. In najlažje je bilo, to smo tudi eno priznanje dobili, da smo tabornike, skavte in pa Karitas za eno mizo postavili. Z njimi smo lansko leto na kulturni praznik na Mariborski koči, kjer smo tudi začeli to slovensko planinsko pot s slepimi. Nas je bilo skoraj 190. Smo podpisali dogovor, zdaj so se še pridružili društvu Zavod Manipura. To so tujci, ki nam veliko pomagajo, ki so v Sloveniji, potem Fužinski gamsi in pa zdaj se nekako še dogovarjamo z gasilci in pa s parimi manjšimi organizacijami, ki pa še vedno nam lahko nudijo tam 5, 10, 20 spremljevalcev. Super. Ana, hvala, Jurček. Ana, vi vodite tole nekako strani Karla Jeraja, a ne? Kako je pa prišlo do sodelovanja? Do sodelovanja je prišlo tako, da sem jaz preko Društva slepih bila že v prvi skupni akciji, ko je zveza sodelovala s Planinsko zvezo kot predstavnica Društva slepih. Tam sem tudi spoznala Jurčka in Marjeto. Potem je pa prišla ta Sabinina ideja o slovenski planinski poti. Jaz pri KPŠRD-ju nekako pokrivam pohodništvo in zaradi tega so me prosili, če bi lahko prevzela tudi to. Z velikim veseljem sem se tega lotila, zaradi tega, ker sem se nekako spogledovala z višjimi vrhovi že večkrat. Nisem si pa znala predstavljati, kako bi sama to lahko izvedla, ker sem jaz po rodu ravninka, iz Prekmurja, iz ravninskega dela in sem dejansko se potem, ko sem nekako prevzela to pohodništvo na KPŠRD-ju, sem se v bistvu bolj s planinstvom začela ukvarjati.
In v glavnem iz tega naslova sem potem prevzela tudi to slovensko planinsko pot. Zelo mi je v veselje, zato ker je dober odziv. Po pravici povem, da nisem pričakovala tako dobrega odziva. In tudi zato, ker potem tam vidiš prvo primer dobrega sodelovanja, vse se dogovorimo, kar se dogovorimo drži. Če pride do kakih sprememb, je to največkrat višja sila ali pa boljša organizacija. In ko na vrhu začutiš tisto dobro voljo nas vseh, ki smo udeleženi, te nekako potegne in ti daje energijo za naprej. Pa tudi gore človeka potegnejo. Meni se je včasih recimo zdelo, ko sem poslušala kakšna poročila o teh naših ljudeh, ki so se podajali v visokogorje po celem svetu, sem si mislila, pa kam rinejo, a ne. Potem pa, ko enkrat preizkusiš, kako to človeka potegne, dejansko na vrhu začutiš veličino gora in svojo majhnost in tudi obratno, svojo veličino, da to veličino uspeš premagati, tudi če so velike ovire. Za nas je to kar zalogaj, ker dejansko brez spremljevalcev bi bilo zelo težko izvedljivo na nekaterih odsekih. V glavnem, jaz to delam z velikim veseljem, upam, da nam bo potem, ko ta projekt končamo, uspelo še kako drugo sodelovanje ustvariti, ker vsi zelo radi hodimo. Malo smo se že dogovarjali, da bi razne druge poti po Sloveniji potem osvajali. V glavnem pozdravljam te akcije. Super, hvala. Miha? Poslušam. Miha, ti pridno, glede na to, da sva prijatelja na Facebooku, te lahko spremlja, no se tudi drugače sva prijatelja, saj upam. Ja, v redu. No, precej objavljaš te posnetke z teh poti, vidim, da je to kar velika skupina ljudi. Ja, to v bistvu, saj na tele, ko hodimo s Planinsko zvezo skupaj, kaj do 25 članov se kar zbere, slepih in slabovidnih. Zdaj, vse veste, tega je kar nekaj, teh pohodov, tako da včasih eden manjka, včasih kakšen drug manjka, ampak konec koncev naj bi pa vsi prišli do cilja. Tudi Jurček je nam že obljubil, če kdaj kdo ne bo mogel, bomo pa to ponovili. Tako da jaz mislim, da štemplji se kar v knjižci lepo zbirajo. Mislim, če kdo manjka, ne dobi štempla. Ne, to pa ne. Ali glede na to, da ne vidite, bi lahko to odkrivali? Mislim, da ni fair do samega sebe, če bi to naredil. Tako da to pa nima take veljave. Drugače pa mislim, da trudimo se, da se objavlja, to pa sigurno, da tudi ljudje vidijo, kaj slepi počnemo, in je prav fajn, da je to tako. Samo malo, gospod Jurček je dvignil roko, tako da dajmo mu besedo. Izvolite. Ja, jaz bi tukaj zdaj dal še par podatkov, pa nekaj tako, kar je že Ana in Miha povedala. Smo nekako dogovorjeni, da tudi nekateri, ki so malo manj pripravljeni ali pa za določene stvari nimajo čas, da gremo. Jaz bi lahko drugače povedal še eno drugo stvar, kar je že Sabina rekla, takrat smo se pogovarjali, to je enih 10 levo, desno. Mi imamo statistike, jo vodimo redno in torej že potem vemo, kdaj je kje kdo bil. Zdaj bi pa sam tisto stvar povedal. Do danes so iz Slovenije bilo z nami že 59 slepih in slabovidnih. Pa iz Hrvaške je bilo 6.
Zdaj, zaradi teh stvari, ki smo se prekinili iz Hrvaško, ker niso mogli priti, smo pa z njimi v stikih in čim bojo meje odprli in bo možno hoditi brez ne vem kakšnih težkih pregledov in vse to, da bojo oni se nam zopet pridružili. Drugače, če pa pogledamo, smo mi v letošnjem letu imeli 24 pohodov, na katerih je nekako bilo 1742 planincev in če bi samo eden to prehodil, bi naredil 419 kilometrov in še malo. Rečemo tako rekoč, in če gledamo, da od slepih, od enih 12-13, ki so bili pa tako rekoč najmanj na 90% teh pohodov, je to kar lepa številka. In mi imamo v planu, da bi 2023 končali to pot, ker bo tudi 70. obletnica te poti, slovenske planinske poti, in da bi, če bo tako, kakor zdaj kaže, bo nekje, jaz računam, 17 do 19 slepih slabovidnih končalo to pot. Že prej se je omenil Triglav, ki bo drugo leto 60-letnica v prve tiste skupinske ali pa objavljene variante, ko so več slepih naredili. Nekako mi imamo Triglav v planu za 2023, je pa mogoče, če se bomo dogovorili, ker čez 14 dni imamo tudi mi evalvacijo, ker bomo se pogovarjali v letošnjem letu in pa v naslednjem letu, kaj bomo počeli, mogoče, da bi ta 12. avgust tudi prišel na vrsto, sam jaz se bojim bolj tega druge stvari, marsikdo mu je Triglav glavna tista motivacija in ne bi rad, rečemo, da bi, mogoče bi lahko kako drugače to izpeljali takrat. To je ena od teh stvari, potem po 23. letu imamo pa še razširjeno slovensko planinsko pot, ki jo je mogoče manj žigov, je pa večja pot, ker ti se pa tako rekoč cela Slovenija potrebno. Zdaj pa, če še povem to, da že imamo 28 žigov slovenski in pa 6 v razširjeni, torej ostane nam še 52 žigov za slovensko planinsko pot in pa 36 za razširjeno. Kaj se pa tiče visokogorja, smo letos poskusili iz Logarske doline čez Okrešelj na Kamniško sedlo in nato v Kamniško Bistrico. V teh Zajlah in v Meliščih lahko povem, da je bil odziv zame idealen, mislim, več, kot sem pričakoval. Predvsem tista varianta v Zajlah, ki je bilo se treba pripenjati in vse to je bilo veselja, vriskanja in tudi tistega adrenalina toliko, da še ena druga stvar, ki je bila pa še zame veliko bolj pomembna, je bilo, kako bi rekel, vsi so se držali dogovora. Kako bi rekel, vsi so se držali, so po domač povedali, so ubogali. Ni bilo prehitevan ali pa, da kdo bo prej, pa se tukaj ni potrebno, rečemo. Vsi so se zelo, zelo držali navodil. In pa še ena stvar. V visokogorju ali na splošno hodijo zraven vodniki, ki imajo mednarodne licence in ki so tudi že po 46 let vodniki, 30, 40 let, 20, odvisen od njihove starosti. Ampak to vsi z prakso in od tega, tako rekoč, z 7 smo že na vsi, ker so tako rekoč bili v teh 24 poteh, saj na 20 ali pa na 15 do 20 nekateri. Drugače imamo tam vodnike med 6-krat, 7-krat pa do 10-krat, nekateri so nam pa že tako rekoč se priključili na vsake rundi in se tudi zdaj že sprašujejo, kdaj bomo začeli v drugem letu, ker imamo konec januarja. In pa vmes so še 3 pa planinci, ki pa imajo izkušnje
tudi že 60-70 let in torej, da so vredni zaupanja in kakor tudi pohodniki jim zaupajo. V letošnjem letu smo še delali malo levo, desno, da smo menjali spremljevalce, da so, ker ni vsak kortibilen za vsakem ali pa, da se mu vidi, mislim, da ko gledam iz strani, da vidim, katera dva sta si bolj podobna, katera dva sta si potem zaupata in potem, ko je pa enkrat to pot, ko se pa ve, je pa že nekako že na avtobusu znano, kdo bo koga prijel, rečemo za nekatere pa še malo izporazporejamo, tudi od zahtevnosti poti, od dolžine in pa drugače v narekovajih nimamo problemov toliko s slabovidnimi, koliko imamo problema z njimi samimi, ki se trudijo, da bi videli določeno stvar, pa vsi vemo, da v raznih razmerah, tema, sonce, gozd, oblaki in vse to potem izgubijo, rečemo, tisti vid, jaz pravim, do tav. In tukaj imamo zdaj še, kako bi rekel, tiste malo odprte stvari, ki je včasih še malo pregovarjanja, ampak nič ni to mišljeno slabega. To je bolj tako, da v vsem tem, kaj se mi soočamo na samih pohodih in tam, če se hodi 4, 5, 6 ur, 7, najhuje je, ko smo vezani na določeno, tako kot je bilo letos na Rodici, na samo gondolo, potem je to čisto drugače, rečemo, potem nastane malo napetosti pri vseh, istočasno pa tudi velika odgovornost, kar smo jo zasledili na določenih stvareh. In tudi velika odgovornost je, če se hodi cel dan, ker moramo gledati tudi na avtobus, na prevoz avtobusa, ker imajo določeno število ur, potem je pač lahko nastanejo veliki problemi. Rečemo, v tem smislu je tudi sama odgovornost vseh zelo velika, istočasno pa spoštovanje med seboj in do spremljevalcev, do tistih, ki grejo zraven, ker veliko pohodov je, ki jih imamo skupnih tudi z drugimi kategorijami. In ko se nekje v časopisih ali pa v televiziji vidi, da je vspredaj pes, potem je slep pohodnik, ki vleče voziček, v zadnji ga pa poriva gluh in vemo, da gremo iz planine na Mirno goro, torej malo več kot 4 kilometrov, da dva tako počneta, da nekateri slepi porivajo vozičke ali vlečejo tudi na drugih stvareh. Rečemo, je to za marsikoga ena od stvari, predvsem od videčih ali pa tistih, ki niso vpeljani, kaj kdo zmore. Če pogledamo, da sta ambasadorja zakonca Štremfelj, vemo, prvi pristop na Triglav, prvi zakonski par, ne na Triglav, na Mount Everest. Mislim, in kot je ona dva poveta, da kaj takšnega si nista mogla zamisliti, Viki Grošelj in še marsikdo drugi, je potem to ena dodana vrednost, na katerem lahko delam. Je pa tukaj tudi, ne smemo pozabiti na naše določene sponzorje in na določene podpornike, da si tega res ne bi mogel nekako marsikdo privoščiti, če ne bi imeli teh ozadij. Bi pa sam še izpostavil nekaj, sama Zveza slepih se nas je tako rekoč izognila v zelo, zelo velikem krogu, samo s tem, ker smo nekako prosili za eno podporo, kar nam nudijo tudi nekatere druge invalidske organizacije, in nekako nismo do konca prišli niti pri sami brajici, ker imamo v akciji Gluhi strežejo, imamo tudi jedilnike in cenike pripravljene v tem, da bi bili v znakovnem jeziku in v brajici, tudi tam smo se mogli
smo se razšli. In torej, jaz pogrešam in upamo, da bo Zveza slepih se vrnila v to akcijo nazaj, tako kot smo začeli in seveda tudi aktivno sodelovala. Z moralno podporo si lahko pomagamo samo do enega dela naprej, pa ko je treba plačati avtobus, opremo in razne stvari, ki so na poti, še in še spremljevalce, ki so prostovoljci, moramo jim zbrati za malico in pa za čaj, rečemo tako, da je nekaj stroškov, ki pa so seveda zelo, ki jih je treba plačati, ampak je zelo potrebno veliko dela, da se pridobijo ta sredstva, da se ne usedemo na vsakega slepega, slabovidnega pohodnika, da bo plačal zase in za spremljevalca, ker potem bomo hitro prišli iz številke planirane 17 do 19 na Debelem rtiču, 2023 res, kot je bilo rečeno, na 7-8, ker potem imate še spanje v kočah, ker marsikje ne gre, samo za en dan, ne? In potem se to zelo stroški večajo, ne? Tukaj sem jaz ta stvar hotel še prikazati samega tega in istočasno tudi vidim veliko imen, ki jih ne poznam, lahko se nam priključite, mogoče ne v Visokogorju, ampak na teh inkluzijskih pohodih bomo pa veseli, da bomo kakšno rekli, če nimate spremljevalca, treba javiti, ga bomo že mi nekako priskrbeli takšnega, da približno ve. So pa tudi nekateri, ki se učijo. Hvala. Hvala. Zdaj sem hotel Marjeto. Marjeta, a ste z nami? Marjeta Čič. Ja, pozdravljeni, poslušam, spremljam. Živijo, super, hvala. Vi ste zadolženi za logistiko. To je verjetno kar problematična zadeva za teh 25 ljudi in za vse spremljevalce in vse te stvari. Ja, jaz sem zadolžena za, jaz bi rekla, da tista zaledna četa, kot je Sabina že rekla, je Nataša tista, ki res odnese velik del s tem kontaktom. In je res fino, da ni še tega dodatnega dela. Mogoče same logistike glede posameznega pohoda ni toliko, je pa drugega dela veliko, kot je pisanje razpisov, skrb za medije. Tu smo nekako naš odbor oziroma tudi ta podpora sami Slovenski planinski poti, ki jo upravljajo slepi in slabovidni, z strani pokrivanja informacij za javnosti nekoliko pešamo, se trudimo, ampak ja, na koncu je res toliko vsega, ko je Jurček že povedal, vse te akcije, da zmanjka časa. Jaz bi mogoče na tem mestu še Ireni dala besedo, ko je Jurček omenil, da slepi zmorejo veliko. Irena je imela eno tako izkušnjo, ko smo šli lani na Gradišče, če je z nami, mogoče Irena? Ja, sem se preklopila, živijo. Ja, moram povedati, da sem lani septembra smo šli na Gradišče, da je bilo to, vsi smo bili takrat, gibalno ovirani in tudi gluhi, so bili. Ja. Je bil cel res inkluzijski pohod. In moram reči, da sem prvič v življenju vlekla invalidski voziček. In meni je bil to neprecenljiv občutek, ker sem se jaz držala za roko svoje spremljevalke, v drugi roki sem imela pa štrik. In ko smo prišli na vrh, pot je bila kar dosti strma, hvala Bogu, nekaj časa po asfaltu. No, pa moram priznati, da pa na makadamu smo se majčkeno zamenjali, ampak občutek je pa neprecenljiv. In tudi takrat na vrhu sta bila z nami zakonca Štrenfelj, smo še sedeli skupaj za isto klopjo
In tudi, kot je Jurček rekel, mislim, da sta zelo zelo prijetna človeka in da čutiš po eni strani, kako ona dva to jemljeta tele naše podvige z vsem spoštovanjem in nas podpirata. Ne vem, se mi zdi, da če si eden izmed teh pohodnikov zdajle v tem projektu, pa ne glede nevrorazlični, gluhi, slepi, da se počutiš, kot da imaš en privilegij. Da ti je to dano, da lahko poskusiš. Pa ne, da samo da poskusiš, da boš tudi osvojil zastavljen cilj. Ker to nam je vsem mota, cel avtobus, ki se pelje na kjerkoli pohod, mislim, že zjutraj v zgodnjih nemogočih urah, kar šprica adrenalin na avtobusu, ne. Mislim, da pa ne povem pol nazaj grede, ne. Nema spanja, ne, ker to ni v ceni prav Jurček. Ampak res se imamo lepo. Vsaj jaz, ne, mislim, svoje izkušnje lahko povem, da sem blazno zmatrana, ko pridem na vrh, ampak pa že pozabim. Največ energije imam pa pol na tleh. Tako da meni je to res lepo in poseben na teh pohodih, ko nas je več, Čaven, Razor, res kamorkoli smo šli, na Mirno goro, ko vidiš, koliko je to ljudi, avtobusi vozijo, kombi pripeljejo, en voziček tukaj ven, mislim, to je noro. Res, tista energija, ko hodiš, prideš gor, spal predstavitev delovnih skupin, vsak nekaj pove nekdo, ki je iz tistega okolja ali je župan ali karkoli, ali kakšen predstavnik nečesa. To, ne vem, kot da bi otroku dal največjo igračko ali pa najlepši sladoled ali pa najboljši ne vem kaj. Tako da, hvala za vse tole, ko se trudite. Hvala, Irena. Dajmo Ani besedo. Ana smo malo preskočili, ne, se opravičujem. Izvolite, Ana. Hvala, Marjeta. Jaz sem prej hotela ravno to omeniti, saj je dejansko zdaj že bilo večino rečeno, kako smo hvaležni vsem organizatorjem, soorganizatorjem, potem vsem spremljevalcem. Zdaj so naši odnosi že v bistvu tako dobri, da dejansko en drugega učimo, oni nam pripovedujejo, kaj vidijo, pokažejo nam na primer rožo ali kako nenavadno skalo, ali kar nas zanima. Tudi druge stvari se že na teh, ker pot je dolga, ne, in če ni hudo zahtevna, na teh zahtevnih se pač moramo koncentrirati na hojo, če pa pot dopušča, pa zvemo tudi take informacije, ki so nam zelo potrebne za vsakdanje življenje, bogatijo nam življenje, dajejo nove izkušnje in tudi mi njih lahko marsikaj naučimo in marsikaj nas tudi vprašajo o doživljanju našega manjka v bistvu, potem o tem, kako se orientiraš, kako se privadiš, kako lahko začutiš recimo drugo osebo, ker pač tako je, ne vidimo, potem pa bolj poslušamo intonacijo in to, tako da je res medsebojna izmenjava izkušenj, z marsikaterimi smo že tako, ko se malo včasih kdo poheca, kot da smo že posvojeni, a ne, mi njih in oni nas, in dejansko res vsi komaj čakamo, da gremo, ker je res velika dodana vrednost našemu življenju, potem pa tudi spoznavanju novim, kako naj rečem, kontaktom, ker pač vemo, da imamo vsi nekako okrnjeno komunikacijo, dokler ne rešimo načina pristopa
In to nas nekako, te akcije nas nekako sproščajo, da smo potem tudi v vsakdanjem življenju lahko bolj odprti, bolj komunikativni, ker pač izkušnja svoje naredi. Tako pa tudi pri hoji zelo hitro ugotovimo, kaj kdo rabi, ker smo dogovorjeni, oni recimo vedo osnove, ne? Dejansko pa ima vsak nekaj svojega pri načinu hoje, poizkusili smo že veliko načinov hoje, tako na spalco, na nahrbtnik, z vrvico, v glavnem vse, kar kdo ve in zna, smo že poizkusili, marsikak od teh vodnikov je že več načinov probal in v glavnem eni druge bogatimo. Če je rešen ta prvi kontakt, ali kako bi rekla, pristopa, potem gre naprej. V začetku na prvih pohodih smo imeli malo težav ravno s tem pristopom, oni niso vedeli kako, mi nismo videli, da bi pristopili. Potem smo pa to dorekli in zdaj nas že poznajo in ti je super, ko ti že oddaleč reče živjo, evo, tukaj sem, in da tudi pove, kdo je, tako da mi pol dejansko glede tega imamo rešeno našo veliko težavo in dodatno pomoč, da tudi sami, ker pač veliko ljudi spoznavamo, tudi pri drugih ljudeh si potem, ko jih spoznaš v vsakdanjem življenju, si nekako bolj sproščen, celo če je človek bolj zaprtega tipa. In tudi med seboj, sami člani smo se zelo povezali, da res lahko rečem, da so postali taki stiki, kot prej niso bili, smo se že poznali, smo že vedeli, ja, ta je ta, ampak ko ti osebo dejansko spoznaš, šele potem ugotoviš, ko najdeš neko stično točko, kdo in se dejansko za obrazom skriva, tako povedano po moje, ne? In moram reči, da sem spoznala veliko kvalitetnih oseb in sem res hvaležna, da se take stvari dogajajo tudi za nas. Hvala, Ana. Sašo pa Jana, vidim, tamle sta v pripravljenosti, pa se smijita. Kaj pa vaje vleče v hribe? Ja, dobra družba, dober razgled v prenesenem pomenu. No, vse to sem hotel vprašati. Prideš gor na vrh, pa nič ne vidiš, če je smisel. Ne višji je več vid. Se ti zdi, da vidiš, tudi če ne vidiš, zato, ko si premagal vse to, ker si dosegel svoj cilj in je to eno tako veliko zadovoljstvo, da sploh pa, če je to v dobri družbi, če je to tak, ne vem, da se posluša potrebe, želje, je to pač super, no. No, super. Marinka, vi tudi hodite v hribe zraven? Alt A, ja. Evo. Tudi hodim v hribe, sicer vi ste mi malo daleč Ljubljančani, ampak recimo pohod na Zelenico, ki ste organizirali, pa zdaj letos na Krlavec, ko smo imeli, pri teh zadevah pa sem, no tudi v Kranskem planinsko društvo. Rada hodim, že nekdaj smo že s družino veliko hodili, zdaj sicer veliko manj, ampak rada hodim. No, super. Dušan, Slabo smo slišali, ne? Ampak mogoče malo težave z mikrofonom imate. Bistvo pa ja. No, vse bistveno smo slišali. Dajte mi povedati, zdaj jaz, kakor poznam za slepe, se lahko tudi kdorkoli odgovori na to vprašanje, ampak
Prej je že Sabina govorila o terenu, so korenine, so melišča, je sneg, je mokro. Kako to premagujete? Oziroma, to je verjetno kar malo, pa kot je rekel gospod Jurček, tudi zajle so bile na poti. Mislim, to je kar malo, bomo rekli, kar malo scary včasih, zadevo. Jaz si predstavljam, ko nisem z vami. Povejte mi, malo te izkušnje, kdor jih ima. Lahko jaz? Izvoli, Mitja. Jaz še prej, ko sem v Kamen živel, sem veliko več hodil gor po velik planin, pa te konce. V bistvu, za slepega, vsaj moja izkušnja je taka, da je najbolj praktično, da ima enostavno te pohodne palce in absolutno mora imeti dve, se pravi, bele palce, vsaj pri meni v hribih nikoli ni prišla v poštev. Se pravi, pohodne palce in z njimi dejansko nekako šlataš, predvsem levo, desno, kje je prepad, kje je hrib gor, kje je skala in tako se kar da. Zdaj, gor je v bistvu ful lažji iti, ker pač padeš na nos, ampak padeš v hrib, in je ful, če že padeš. Veliko težji je dol, ker dol so pa kamni, ki se spodmikajo in te stvari, če je kakšna strana pot, če je po cesti, pa sploh ni nobenega problema, ampak ponavadi pa kakšna zima, sneg pa te stvari. V bistvu, po zimi iti v hribe še lažje, kot pa hoditi po Ljubljani, po snegu, ker po Ljubljani imaš vsega Boga nastavljenega, tam pa veš, da je sam sneg, pač še skale so lepo prekrite in če se že popeleš, se pač popeleš do dol, v dolino. In je boljš, če je ful snega, drugače pa ja. Spremljevalci je pa meni najbolj všeč, če je pred mano, rečemo tukaj, Sašo se je ful dobro izkazal lani, kdaj smo šli skupaj na uno, kvaj že bila, sem že pozabil, pač ena sveta, ne vem koga. Zelo fajn je, če spremljalec pred tabo, da ga ti slišiš, kak hod in mu pač slediš, s palcem pa pač klateš okrog sebe in poskušaš čim boljš zadeti, kam stopiti, se pravi, stopiš približno tja, kamor si prej palce postavil. In pa gre. Lahko še jaz povem? Ja, izvolite, Ana. Naši spremljevalci na teh naših poteh dobijo osnovne informacije in potem, če je pot zelo zahtevna, se vnaprej zmenimo, kako bomo hodili. A se bomo držali, ali en za drugim. In ko so zahtevne poti, recimo veliko korenin ali skale na poti ali veliko kamenja na poti, smo običajno tako zmenjeni, da nam spremljevalec pove, kakšen teren je pred nami, da se mi znamo pripraviti, potem pa nas recimo opozarja sproti, ne bo rekel vsako korenino, ampak če kaka korenina fino ven štrli, pa da bi lahko še nogo zataknil ali kaj takega, potem nas pa tudi opozori velika korenina, tako da ti potem tudi malo s palcem lažje pomahaš, ali moraš stopiti visoko gor, ali nizko dol, ali če so veje na poti, ker moramo vedeti, to je kar veliko kilometrov, ko mi hodimo, in če bi mi na teh dolgih pohodih raziskovali res popolnoma vsak korak sami, bi to trajalo veliko dalj, kot če nas opozorijo. Tudi recimo, če je moker teren, se pove in v glavnem na izobraževanjih se njim pove osnove, potem pa dorečemo, v glavnem je pa kar veliko opisovanja, tako da spremljevalec dejansko gleda za oba, ampak se probamo res omejiti na tiste nujne informacije, ker če je teh preveč, te pa pol tudi zmede. Tako da če kdo celo pot bi hotel razlagati, da je kamenje, pa to, pa ono, pa tretje, potem bi mu že verjetno sami rekli, lej, povej mi tisto, kar res rabim, to pa že vem, da je teren takšen. Tako da to sporazumevanje med nami na teh dolgih pohodih je dobro nastavljeno in tudi mi smo se že sami navadili povedati, nekako naučili na teh izkušnjah, kaj moramo povedati, pa kaj ni potrebno. No, v razgledu bi pa samo še toliko,
zelo pomembno je tudi, kaj kdo želi videti. In če se spremljevalcu pove, kaj ti lahko opiše, ni tistega, ki bi rekel, to pa ne bom, ali pa to pa ni v spremstvu ali karkoli. Moramo pa pač tudi upoštevati, da smo različni. Eni zelo radi vidijo, slepi in slabovidni, da se njim pove, kaj vidijo, eni pa tega ne želijo. Tako da je to bolj stvar dogovora s spremljevalcem. Hvala. Gospod Jurček je dvignil roko, prosim. Ja, jaz bi glede palce, jaz zelo podpiram, da se hodi z eno ali pa z dvema palcama pohodniškimi. Mi tudi v tej delovni skupini smo jih nabavili, ki so bile z tem, da se vidijo, da niso klasične. Ampak tukaj jaz sam opažam in nekako imamo v planu na naslednjo leto, da bomo imeli mogoče kakšno usposabljanje, to, da se bomo, seveda to se moramo sami delovni skupini navaditi. Je pa, jaz opozarjam na drugo stvar, ker vidim in tudi vsakega bo lahko rekli, tudi nekateri so tukaj, ko jim bo rekli, da sem jih upozoril. Vi ste navajeni palco imeti belo pred sabo in jo potem nekako v desni, če govorimo o tistih, ko so desničari, in jo imate pred sabo, pred nogami jo pelete. Pohodne palce pa ne dajate pred sabo, zato ker se potem sami sebe spotaknete. In potem so te palce levo in desno toliko stran iz poti, ker planinske poti, čim smo malo višji ali tam, so pa tako, da potem si v zraku, ali imaš pa hrib. Rečemo tako rekoč, da se ne išče tisto pred sabo. In tako, kot je Ana rekla, če bi se pred sabo iz palca iskali, zaradi tega imamo mi kot spremljevalcem, jaz povem, naj povejo, in jaz tudi sam, ko vodim, rečem, poglej si, kamen imaš na sred poti ali pa korenino, poglej sam, kje je. Ampak potem je treba seveda palco dati pred nogo. In tukaj se pa podzavestno je strah, da se sam sebe spotaknil. Je pa res, da zna kakšen kamen ven biti takšen, da pa direkt v piščal dobiš. To pa zelo boli, a ne? In zaradi tega, rečemo, je s temi palcami, kar bi bilo treba, moj predlog je, da se začne malo razmišljati, da bi mogoče uporabo palce imeli nekje v okolici Ljubljane ali pa ne glede, kje bi se dobili, pač na enih določenih poteh, da bi se poizkusili hoditi vse nekako bolj proti nogam ali pa pred nogam, ker zdaj so te palce, tako rekoč res v luftu, pa v glavnem vsej 30 centimetrov levo pa desno od noge. To pa ni v veliko pomoč, če se direkt pogledamo, ker je lahko ali je že prepad orang ali pa hrib, ne? Hvala. To me zanima, predno dam tamle Jani, ko se mi smeji, besedo. Zanima me, kaj pa psi vodiči, kako to, oziroma s temi psi v hribih. A boš, Jana, ti kaj povedala na to temo? Ne? Glede psov bi lahko jaz povedal. No pa dajte, potem bomo dali pa Jani besedo. Daj bom jaz povedal, zaradi psov, edini pes, ki je nekako za v hribe pripravljen, je od Martina Biba. Drugače so pa v večini psi, ki jih moraš paziti, da ga ne boš pohodil, da ne on tebe podaril, tako, ker se jih spusti in si dajo duška te psi, ko so z nami hodijo, za te govorim. Drugače, edina, ki je namenjena funkciji, je Biba. Ja, od Sabine Baron je zelo primeren za gledališče, tako da za hribe po mojem ni, ne. Ker zredno smo hodili. Jana, izvoli. No, jaz bi tudi rada rekla nekaj okoli palc, ne. Jaz v bistvu sem res najbolj srečna takrat, ko lahko sama hodim s palcami. To je do zdaj bilo res v večini primerov, da sem našla sama, zaradi tega, ker, ne vem, se mi zdi, da veliko lažje ravnotežje lovim, veliko lažje se zorientiram. Če so res take ovire, ne vem, da so visoke skale ali pa da je res veliko korenin, da so visoke, to mi na primer povejo, oziroma Sašo je največkrat moj spremljevalec, oziroma še vedno je bil do zdaj, čeprav mi je Jurček obljubljal že druge.
In se to super odnese, s tem, da pač tudi Sašo ima zvonček na nahrbtniku in jaz lepo sledim zvoku. Če so pa res take večje stvari, me pač na njih opozori. In tudi to zaznavanje širine poti je s palcami zelo fajn, čutiš, ne vem, ali je ozka pot, se držiš pač bolj k hribu. In jaz sem veliko bolj srečna takrat, ko lahko sama hodim, ko pa, če se moram držati. Je pa še pač druga stvar, da če se že držim, prakticiramo s Sašotom tako, da v bistvu smo povezana preko palce, ene palce, v drugi roki imam pač palco, da se opiram na njo. Medtem ko to na ruzak, pa to pa sploh navzdol se meni nikoli ni obneslo in sem nesrečna, če se moram tako voditi. Dobro, ti nimaš psa vodiča, vidim pa tamle na Marcino vzadi, pa me zanima, ali vzameš v hribe? Ne, tega ne, drugače pa ta prava Marcina pa tudi gre kdaj z nami, pa čeprav ni učen pes vodič, me zelo dobro zna peljati po poteh, tako da ta je pa sam tukaj, ta je pa na toplem sam, on ne gre ven. V redu. V redu, še ima kdo kako vprašanje? Ura je že 11:05, 25 nas je gor, pa bi mogoče tudi kako vprašanje. Evo, Jože, izvoli. Jaz pa nimam vprašanja, jaz bi se pa osredotočil na te pohodne palce za slepe pa slabovidne. Jaz jih drugače imam in odkar nimam psa, si s tem palcem pomagam in je to zelo super zadeva. Jaz drugače na Bohinjski Beli hodim po teh naših poteh, ker jih pa zelo dobro poznam. Edin, če grem na Galetovc, takrat bi nucal spremljevalca, pa na Babji Zob bi tudi nucal spremljevalca, ker tam na Babji Zob še nisem nikoli šel, ker Jelovca je le dosti velik področje in moraš pač vedeti, poznati pot, da prideš do gor. Na Galetovc sem pa tudi že šel, ampak drugače pa hodim tle, se pri nas reče za jamo, pa v Slamnike in jaz se s tem pohodnim palcem veliko pomagam, tako da imam tudi bele in tako da me pač vidijo in tako da nimam nobenih težav. Hvala, Joža. Marjeta, izvolite. Jaz bi še povedala za ogledne ture, vmes je bilo tudi povedano, da navzgor je lažje hoditi, z Jurčkom opraviva vse ogledne ture, jaz sem bolj zaledna, četa pa ga na eni strani hriba dam dol, pa na drugi strani poberem, pa on bolj pogleda, s katere strani hriba je bolj strmo, da potem tam tudi začnejo pot in se po manj strmi vrnejo z samega hriba. Vmes je bilo res zelo dosti zanimivih stvari povedanih. Pri spremljevalcih je zanimivo to, da tisti, ki se nam, oziroma ko se nam prvič pridružijo, da so zelo prestrašeni. Ne vedo, kako bi, nekateri tudi ne morejo celo noč spati, ker se ubadajo s tem, kako bodo vodili. In potem po samem pohodu je res, tako kot je Irena rekla, tisti adrenalin in vse, in da so zmogli in da ni bilo tako hudo, kot so si oni predstavljali, da je res sam strah odveč. Potrebno je, da slepi zaupa spremljevalcu. Potrebno je tudi, da spremljevalec zaupa slepemu, da bo zmogel, in pa da oba sama sebi tudi zaupata. Drugače pa imamo zelo radoznale naše pohodnike in ker se združujemo z akcijo Gluhi streže v planinskih kočah, nekateri že znajo osnovne kretnje, se pa dogovarjamo, da bomo imeli tudi krajše
urice, spoznavanje slovenskega znakovnega jezika, in to bomo naredili oziroma Slovenko leta 2020 Natalijo Spark. Včasih smo imeli tele pionirske, pa ne vem, mladinske, planinske šole, a še to obstaja? Še imate te zadeve? Zdaj je odvisno, ne vem, kako, to so zdaj vse nekako preimenovali, zdaj je varne hoje v kopnih razmerah, v zimskih razmerah, v sami opremi, prehrani, o varovanju okolja, vse to še vedno poteka na Planinski zvezi. Je pa res, da zdaj tudi čedalje več društev to samo organizira in je na družbenih omrežjih zelo veliko reklame glede tega, tako da se lahko pridruži, kdor si želi. Ne, jaz sem mislil čisto iz tega stališča, ne, ker bi lahko take stvari bi lahko v okviru teh tečajev tudi organizirali, ne, recimo pač predstavitve in seznanjene, kako spremljati slepega ali gluho slepega ali gibalno oviranega. Ja, pri nas imamo na primer vse te velike organizacije, ki smo v dogovor podpisali in še marsikateri posameznik, imamo vsake toliko časa, se dogovorimo, razen zdaj imamo več težav glede covida, imamo usposabljanje, rečemo, jaz temu pravim šnelkurs, ene 4 ure, da se v osnovi pove. In tukaj tudi vedno tudi povabimo gluho osebo, slepo osebo na vozičku, da povejo oni iz prve roke. Rečemo, tukaj midva z Marjeto lahko marsikaj poveva, sam je pa čisto nekako, če sama oseba pove, kaj mu je, in tudi ona ve od svojih kolegov ali pa z istimi problemi, kako nekateri gledajo, tako smo se danes že pogovarjali, nekateri grejo na nahrbtnik, eni na palico, eni na roko, eni na vrvico, rečemo, tako da vsak hodi drugače in tega mi imamo, kar veliko imamo tudi v samem usposabljanju za strokovni kader, kjer pa že so bili in gluhi in slepi, ga gledali, ker rečemo, je 3 dni in istočasno tudi v prvi uri se vedno predstavi eden od invalidov in pove, rečemo, v svoji kategoriji invalidnosti več, tako da se, čeprav imamo tudi v samem tem potem to strokovno osebo, ki to pove, ampak vseeno je iz prve roke čisto drugače, pa še ti sled prebijamo prvo uro, ker veliko strokovnih delavcev, ki se pride na izobraževanje, niso imeli stika ali sploh nekateri pa imajo samo iz svojo kategorijo tam, ki so zaposleni in delajo in v tistem vejo marsikaj, v drugih pa v glavnem ne. In potem je takšen preboj zelo pozitiven na samo trodnevno izobraževanje. Jaz imam na Huawei, a se lahko predstaviš, ko si že glizole se oglasil? Ne, okej. No, fajn je, da se bi pač poimenujemo, vsi smo tukaj, nismo anonimni, ampak smo vsi. V redu, jaz imam še eno vprašanje, oziroma še kar nekaj vprašanj se mi je. Pot kurirjev in vezistov ne spada pod vas, ne? Kako se to misli? No, pač tukaj imam en članek iz našega Rikoza, ko je en Celjan, Borko Kregar, je prehodil pot kurirjev in vezistov. Pa mi zdi, to ni pot Planinske zveze, oziroma ne pokriva tega. To je posavski MDO, mi se zdi to delo. Lahko se pa vpraša na Planinsko zvezo, pa bojo dali točen kontakt, na koga se obrne. Ne, saj jaz sem samo to vprašal, ker vem za tega Borkota iz Celja, je prehodil celo to pot, pa sem mislil, mogoče še kdaj v tem smislu, ampak jaz bi še na eno stvar, to bi rad vprašal, jaz sem včasih precej hodil v hribe, pa je bilo to zelo luštno, tako sem pač prišel v kočo, pa če je bil prostor, si dobil kje za spati, ne smo pa kar v jedilnici spali na tleh. A je še to opcija?
To je zdaj bolj opcija v tistih kočah okoli Triglava, pa še enih par koč je takih, da je malo bolj polnih, drugače pa ni več takšnega odziva, ker dobesedno v Sloveniji se je pojavil v zadnjih 5-10 letih, da so hribi bolj za enodnevne obiskovalce. So tukaj tujci, ki vsaj 70% nočitev izpeljajo v naših kočah. Je pa zdaj samo okoli Triglava, no, rečemo, tiste koče so pa polne od konca junija pa do konca septembra. Ko je sezona, ja. V redu, zdaj jaz bi še opozoril še na eno zadevo, zdaj seveda, za vprašanje smo odprti, tako da ni problem. Še za eno zadevo bi opozoril, jaz sem upal, da se bo oglasil tudi Stane Padežnik, ampak je pač malo prej sporočil, da ne more. To leta 1998 je šla odprava na Kilimandžaro, a ne? Skupina 6-7 slepih je odšla, pa bi si mislil, da bo še Stane kaj povedal, ampak bomo o tem reči, da je drugo, samo omenil bi, a ne? V tem smislu, tako da je tudi izven Slovenije so včasih odhajali. Evo, Miha, Simona, bota še vidva kaj povedala? Ja, kaj ne pa povem, mislim. Je bilo vse povedano, tako da... V redu. A lahko mogoče jaz? Ja, Sabina, ti si, ne? Jaz se opravičujem, ampak prej je že, kdo že omenil, da Irena je omenila, koliko avtobusov pride in tako, koliko nas je veliko. Vi vsi, po mojem, ko smo klele gor, vemo, da Zveza slepih oziroma vsako leto posamezno društvo prvo soboto v septembru ponovadi je tako, organizira nek planinski izlet za kao slepe in slabovidne planince. To je en od tistih, je bil tudi tu na Jančah, ki si ti prej omenil, Dušan. Ti planinski izleti so bili včasih res obiskani množično. Veliko ljudi je bilo. Vsaj en avtobus, recimo iz velikih društev, pa malo več kakšen kombi ali pa še osebnih avtov iz posameznih do izhodišča. Zdaj so ti planinski izleti res tako malo obiskani, da je meni to hudo. Se pravi, da bo ta slovenska planinska pot, ki je res krona, bom rekla, planinstva, naredila, bom rekla, več za slepe in slabovidne, kakor pa ti naši skupni planinski izleti, ki so res malo zanemarjeni, bom rekla. In mi je žal, da je to tako, no. To mogoče ne sodi v to našo današnjo temo, ampak glede na to, da bi zveza res mogoče lahko malo več spodbudila, ker v končni fazi slepi res rabimo gibanje veliko več kot videči. Če je pa tako zorganizirano, da gremo lahko skupaj, pa da imamo spremljevalce, pa prevoze in to, se mi zdi res, mislim, enkratna priložnost. Res je, nismo vsi za vse, ampak veliko je pa takih pohodov, ko gremo res lahko veliko skupaj, pač se nas lahko tudi več udeleži. Stvar je tudi v tem, da ti naši spremljevalci so res vredni vsega zaupanja in spoštovanja, tako da te reči, mislim, res, to je samo za pohvaliti, tudi ljudi, tudi oni morajo nam zaupati, ne sami njim. In če nam zaupajo, da bojo nas varno in uspešno in srečno in pripeljali čez določeno progo ali pot ali pač teren, kaj si mi sploh lahko želimo še več. To je res ful veliko. Sama imam res lepo izkušnjo, letos prvič sem bila na Melišču in mislim, to je, lahko tudi Jana pove, ampak zdaj smo že toliko povedali, da bom... Čakaj, na Melišču je težko hoditi za slepe, ne? Precej, oziroma za vse, ne? Ampak... Ko dobiš izkušnjo in ko veš, kako to gre, super, ampak mislim, jaz vam govorim Melišču dol, ne po Melišču gor. To je tako, v bistvu, se ti tla spodmikajo in ne veš, kako boš, pa kje boš pristal, ne? Ampak ko dobiš prav občutek, to je poezija, ne? Dol je nam res težje in
če je slučajno melišče tok, pa če se naučimo pravilen po melišču dol, je to sanjsko, ker si hiter dol, brez truda, ne, tako rekoč. Ja, pač veliko lepih izkušenj je. Jaz sem v bistvu vesela vsake nove vsakmu. Tako da vsakmu posebej slepim in našim spremljevalcem. Tako da so to res, res lepe izkušnje. No? Sabina, kako se baron obnese v hribih? V gledališču zelo dober. Baron je star 12 let pa pol in jaz ga na te poti ne vodim, ker je preveč zahtevno in tudi mene preveč skrbi, kako bo on, pa potem sama od tega nič nimam. Tako da moj čas je kar doma zdaj. Stara leta. Ja, pač zahvalila bi se Planinski zvezi, spremljevalcem, vsem slepim. Meni to res ful veliko pomeni, da se imamo fajn in da v bistvu na en tak lep način v bistvu izkažemo tudi spoštovanje unim našim prejšnjim predhodnikom, ki je zdaj žal samo še eden med nami, pa v bistvu so nam pokazali pot, kaj se da. Ne. To je meni res lepo. Hvala, Sabina. Jana je v nizkem štartu. Izvoli, Jana. Ja, jaz bi, kar se tiče melišča, rekla, jaz sem imela že prej enkrat izkušnjo z meliščem. To je edina pot, ko je, mislim, edini način sestopa s hriba, ko je lažji kot v hrib iti za slepe. Je pa res, da se pač moraš znebiti strahu. Jaz načeloma nimam s tem težav, ko sem bolj adrenalinc, ko nisem tako, kako bi se to reklo, ziheraš. Tako da to je res. Jaz bi si tega želela še več. Verjamem, da to pride še na vrsto. Drugače pa ja, kapo dol tem našim spremljevalcem. Velikih je rednih, ko ne manjkajo skoraj na nobenem pohodu. Darujejo svoj čas, energijo. Res je, da je videti, da se tudi oni z nami počutijo fajn, mi z njimi tudi, to so v bistvu zdaj postali, ne vem, del nas. Marsikaj smo mi pridobili z njimi, oni z nami, tako da res iskrena hvala vsem. Jurčko pa Marjeti pa tak ali tak, ne, da v bistvu sta to sprejela, ta izziv. Ne vem, Jurček je res tak, v bistvu nas posluša, nas opazuje, zdi, da nam dovoli, če presodi, da je to varno. Tako da jaz si želim še čim več pohodov, da nas bi te razmere čim manj omejevale, ker v bistvu že pogrešamo, vsaj kar se mene tiče, že zelo pogrešam to skupno druženje v hribih, ker konec koncev, ko prideš na vrh, je ves trud poplačan, pozabiš na vse tisto, ko te, ne vem, ko si se udaril v kako skalo, pa si kako krepko rekel sam pri sebi, da na koncu je vsi srečni, zadovoljni, da bi bilo res čim več tega, čim prej nazaj. Hvala. Hvala. Ja, neč, jaz bi tole končal zdaj, mogoče bi dal še Joža, ajde, povej. Jaz pred leti sem imel sošolca na obisku. In takrat, če ni šla pač ta magistralna cesta skozi vas Bohinjska Bela, je bila še steza na Koplenik, je še, ampak je zdaj že zarašena. In sošolc je pač bil slep, takrat sem mu še psa kot hišnega prijatelja in sva šla skupaj na sprehod in potem sem jaz po tej stezi, sem rekel, ti se mene prim samo za rame, psa sem v spredi in sva lepo šibova gor skozi. No, super. Ni bil ben problem. Super, se pravi, bomo končali, zdaj ne vem, komu bi še dali zaključno besedo, mogoče pa dajmo Marjeti. Gospe Marjeti, zaključno besedo. Gospod Jurček je povedal že prej v načrtih, pa dajmo mogoče Marjeta, da še kaj pove za zaključek tega. Ja, hvala lepa. Jurček bi še Jurček rad še nekaj povedal. Pa nekaj on zaključi. V redu, okej, ajde. Ne, boš kar ti zaključila.
ker si bila že tako najavljena. Mislim, jaz bi samo eno stvar povedal, kar je tudi Sabina prej rekla. Mi vsako leto imamo vsaj 10 do 12 pohodov, ki so dolgi v eno smer 1 uro do 2. Torej bi marsikdo od slepih lahko šel. Ko se zdaj, kakor tudi jaz slišim, zadnja leta je zelo majhen obisk na teh pohodih. In mi moramo samo informacijo dobiti zaradi spremljevalcev, če pa kakšen ne bi zmogel določenega dela, imamo pa na teh pohodih itak, tudi je Marjeta tista, ki ima avto in tudi lahko pride in tudi včasih pride koga iskati, kam, pa ne govorim zdaj v slepih, ampak v drugih, ki ga pride iskati, ker ni problem po telefonu in danes, da se pove tukaj pa tukaj sem, in pač se počaka in spremljevalce njega naloži v avto in se da pač v točko ali na izhodišče, če gremo nazaj, ali pa pač v planinsko kočo, če gremo v to smer. Zaradi tega vabim, mi pošiljamo vsem, za vse te pohode, vsem društvo slepih, ampak je zelo majhen odziv. Ker jaz imam občutek, da se ustavi, ker tisto pošto dobi, da se tam ustavi. Mi pa nimamo časa, da bi klicali vsakega posebej še 2-krat, 3-krat dobesedno v taki logistiki, toliko in toliko organizacij tega ne zmoremo. In bi jaz še enkrat povabil, če je možno, če so nekateri imajo takšne možnosti, priključite se nam, boste enkrat videli, povejte svojim prijateljem, znancem in lahko se tudi na takih stvareh vidite in se srečujete in družite. Istočasno pa, če bo kakšno društvo imelo željo in pa lahko pristopim s svojim znanjem, da se še malo pohvalim, sem že več kot 40 let planinski vodnik z mednarodno licenco, torej poznam nekaj, že 40 let delam z raznimi kategorijami invalidnosti, torej tudi tukaj dokaj poznam, torej da se lahko tudi za kakšno društvo interno, tako kot smo za MOT, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, da lahko tudi za katerega drugega to jim priskočimo v pomoč, pa nič jim ne bomo skakali vzeli. Samo rečemo strokovna pomoč na sami poti bi tukaj prevzeli in ponudili. In vsem hvala, ki ste bili danes, ki ste mi prisluhnili in upamo, da jaz sem veliko izvedel, veliko dobro, da ste tudi vi kaj potegnili od naju iz Planinske zveze in pa iz delovne skupine Odločen korak. Vsem hvala. Hvala. Evo, predno Marjeti damo besedo, zaključno je še tamle Jana dvignila roko, še bi rada nekaj povedala. Izvoli, Jana. Ja, malo kasneje sem se pridružila, zdaj pa vidiš, zdaj pa mi je ostalo. Jaz bi samo to mogoče na vse člane apelirala, da tudi mogoče sami na društvih malo povprašajo. Vemo, da pač pri nas je logistika velika težava in jaz mislim, da bi vsem tukaj društva lahko priskočila malo na pomoč, tudi pri teh pohodih, ki jih organizira Planinska zveza. Pa da ne gledamo vsak sam, ja, to ne organizira Zveza slepih, tega se ne bomo udeleževali, ampak da se res poskušamo, ker sam let je treba prebiti, ne. Zdaj nas je par takih, ko hodimo, poskušamo pač razširiti glas o dobrih pohodih, o dobri organizaciji, o tem, da če svojega spremljevalca nimaš, ga tam lahko dobiš, sam izraziti moraš potrebo, da se res potrudimo tudi pri svojih društvih, da to spodbujamo, zdaj, ko pač vemo, da to deluje, da to gre, da sami pokažemo interes. Toliko. Ok, hvala, Jana. Evo, Marjeta, zdaj pa, evo, ta zadnja, ampak ne, ok, ta zadnja, izvoli. Izvolite, ja.
Drugače, za naslednje leto, kot je Jurček že rekel, planiramo naprej pohode, še naprej bomo delali na inkluziji, se pravi, bodo akcije Gluhi strežejo, gibalno ovirani, slepi slabovidni, nevrorazlični, AMA, in bomo probali narediti take velike odmevne dogodke, kjer vsi začutimo to energijo, da nas je toliko na vrhu skupaj. Držim pesti, da bomo lahko v januarju po snegu se uspeli na mrzlico, bomo še dali o tem obvestilo tudi, ko bomo določili datum. Če pa koga kaj zanima ali pa želi imeti kontakt z nami, lahko mene Jurčka kontaktira na spletni naslov, na e-mail pin-opp@pzs.si. Smo tudi na Facebooku in Planinec in upam, da se srečamo tudi v živo. Ok, hvala. Se vidimo naslednji teden, ko je z nami Stane Florjančič.